Lep dober večer še iz športnega uredništva. Zanimiv konec tedna v domačih ligaških tekmovanjih je za nami. Sploh drugo kolo spomladanskega dela nogometnega prvenstva je ponudilo nekaj mikavnih trenutkov. Kar poglejmo rezultate. Rudar se z gostovanja v Kopru, ki je napovedal odlično pomlad, vrača z zmago 1-0. Celjani so doma osvojili točko proti Zavrču, več o teh tekmah nekoliko kasneje. Veliki derbi je bil pred več kot 12 tisoč gledalci v Ljudskem vrtu, Maribor in Olimpija pa sta se razšla brez zadetkov. Remizirala sta tudi tretja in četrta ekipa lige, Domžale in Gorica. Rezultat je bil 1-1. Krško pa je doseglo toliko golov kot vse ostale ekipe v tem kolu skupaj, s 3-0 je premagalo Krko. Lestvica se v zgornjem delu ni prav nič spremenila. Olimpija ima na prvem mestu še naprej 6 točk prednosti pred Mariborom, v boju za tretje mesto sta za zdaj Domžale in Gorica, na 5. mestu je na videz v varnem območju Zavrč. Potem pa se začenja goreč boj za obstanek. Celje ima 27 točk, Krka, Rudar in Krško po 25, Koper je zadnji z 22 točkami. Najprej sledi nekaj podrobnosti iz Kopra, kjer je gostoval Rudar. Velenjčani so v prvem spomladanskem kolu doma izgubili s Krškim, tokrat se z gostovanja na Bonifiki vračajo z zmago. Sredi prvega polčasa je edini zadetek na tekmi dosegel Klemen Bouha. Čeprav je bil potem v 68. minuti izključen Rudarjev branilec David Kašnik, so Velenjčani zdržali in v boju za obstanek dosegli zelo pomembne 3 točke. Poglejmo še v Celje. Domača zasedba je pomlad prejšnji teden začela s senzacionalno zmago na gostovanju v Mariboru, tokrat pa proti Zavrču osvojila novo pomembno točko v boju za obstanek. V neprav atraktivni tekmi gledalci zadetkov niso videli, za Celjane pa to pomeni, da so še 8. zapored ostali neporaženi. Košarkarji so v državnem prvenstvu odigrali tekme 17. kroga, torej predzadnje tekme prvega dela ligaškega tekmovanja. Hopsi so doma premagali Šenčur 84-81, zmago sta v zadnji minuti prinesla Kosič in Čup. Vodilna Rogaška nadaljuje zmagoviti niz, tokrat zanesljivo zmago na gostovanju v Škofji Loki, kjer je bilo 86-70. Elektra ostaja pri samo eni zmagi, tokrat je proti Zlatorogu izgubila z 62-121. Še tretja zmaga v gosteh v tem kolu je delo Heliosa, ki je bil od Lastovke boljši z 78-57. Portorož je bil prost. Že pred zadnjim kolom prvega dela tekmovanja so znane 3 ekipe, ki bodo tekmovanje nadaljevale v ligi za prvaka. To so Rogaška, Helios in Zlatorog. Pridružile se jim bodo 3 ekipe, ki so Slovenijo zastopale v Jadranski ligi. Olimpija, Krka in Tajfun. Ostalih 6 ekip igra ligo za obstanek. Najboljši ekipi iz te lige pa se uvrstita v četrtfinale državnega prvenstva. Malce je zapleteno, a sistem tekmovanja je isti kot lani in kljub na prvi pogled rahli zmedi na koncu vendarle dobimo državnega prvaka. Naslov brani Tajfun iz Šentjurja. Zdaj pa še k rokometu. Sistem tekmovanja je takšen, da se po prvem delu 6 ekip uvrsti v ligo za prvaka. Vse točke iz rednega dela se prenesejo, v končnici pa sledi še 10 tekem in ekipa, ki ima največ točk, je prvak. Do tja je še kar daleč, saj smo pri 20 odigranih tekmah prvega dela od skupno 26. Tule so rezultati. Gorenje je na gostovanju premagalo trebanjski Trimo z 29-24. Celjani so z lahkoto odpravili Izolo, 36-18 je bilo. Tudi na vseh ostalih tekmah so zmagali gostitelji. Poglejmo še na lestvico. V boju za naslov prvaka sta Celje in Gorenje povsem poravnana, po 37 točk imata. Boj za tretje mesto je zelo zanimiv. Maribor in Koper imata po 27 točk, Škofjeločani pa zaostajajo le za točko. Potem pa troboj za 6. mesto. Krko, Ormož in Ribnico ločita le 2 točki. Trebanjci so 9, sledijo še Dobova, Slovenj Gradec, Izola, Slovan in Sevnica. V soboto je na drsališču v Velenju potekal hokejski turnir, na katerem so se pomerile ekipe iz vse Slovenije.
Tekme so bile zelo napete in izenačene in so v sončni park privabile kar nekaj gledalcev. Turnir je postal že tradicionalen in zato se vsako leto zbere okrog 10 ekip, ki prihajajo iz cele Slovenije, in tako je bilo tudi letos. Tretja sezona drsališča, tretji hokejski turnir. Udeležba je spet lepa, zbralo se nas je 10 ekip. Iz v bistvu vse Slovenije, iz Velenja, Celja, Ljubljane in iz Slovenskih Konjic. Turnirja so se udeležile tudi 4 velenjske ekipe, veterani, Teksas, HGV, TGP in ekipa B-Team. V preteklih letih se jim ni šlo najbolje, letos pa je najboljša velenjska ekipa HGV, TGP osvojila 3. mesto in s tem so dosegli vsaj enega od zastavljenih ciljev. Kljub temu so bili prejšnji turniri zelo uspešni, predvsem po organizacijski plati, in ta je bila letos še na višjem nivoju. Samo izpeljavo turnirja, pa to smo vrhunsko zadovoljni, tudi gostje so z našo organizacijo zelo zadovoljni. Lani so se nam pokali našim ekipam zmuznali, to mislimo letos spremeniti. Odkar v sončnem parku vsako zimo deluje drsališče, so termini tudi za organizirano vadbo hokeja, kjer svoj prostor najdejo tudi najmlajši. In letos že drugo leto poteka tudi šola hokeja pod vodstvom Roberta Jerama iz Celja, njegov pomočnik pa je član hokejskega kluba Velenje Nino Golčman. Letos smo zelo zadovoljni z opisom, imamo 15 novih članov, ki redno obiskujejo treninge. Treninge potekajo v torkih in petkih, se pravi 2-krat tedensko. In otroci so zelo zadovoljni in z veseljem obiskujejo treninge. Vsak hokej začne najprej s šolo drsanja. Šolo drsanja obvezno je, da naredi tečaj osnovnega začetnega drsanja, nadaljuje z nadaljevalnim tečajem in šele na to dobi palico v rokah. Turnir je potekal od 10. ure zjutraj pa do 10. zvečer. Vsaka tekma je trajala 2-krat po 10 minut. Vmes so na ledeno ploskve vstopili tudi najmlajši hokejisti in pokazali svoje znanje. Na koncu so se v finalu pomerili HD Jeti iz Slovenskih Konjic in Celjski Grofi iz Celja. Boljši so bili Celjski Grofi, ki so Jetje premagali 6-1. Na Ljubnem je potekalo šolsko tekmovanje za Štajersko-Koroško regijo v smučarskih skokih z alpskimi smučmi za otroke od 1. do 4. razreda osnovne šole. Tekme najmlajših, še posebno začetnikov, so za gledalce, starše in otroke najbolj zanimive. Ob vznožju prenovljene in polepšane smučarske skakalnice na Ljubnem, kjer so nedolgo nazaj potekale tekme za svetovni pokal najboljših smučarskih tekmovalk, so vrli organizatorji osnovne šole Ljubno v sodelovanju s smučarsko-skakalnim klubom pripravili pravo skakalno tekmo Štajersko-Koroške regije za najmlajše. Smučarski skoki so postali tudi med najmlajšimi po sjajnih rezultatih naših skakalk in skakalcev zelo popularni. Prireditelji pa jih s tekmami na primernih napravah lepo vabijo v svoje vrste. Da so skoki pravi bum, priča tudi zelo številna udeležba. Za tekmo na Ljubnem, eni od 3 regijskih prizorišč po gorenjski in ljubljanski regiji, se je prijavilo kar 162 tekmovalk in tekmovalcev. Šolarje od 1. do 4. razreda, ki niso člani kakega smučarsko-skakalnega kluba, so razdelili v kategorije 1., 2., 3. in 4. razredov, deklice pa so se pomirile med seboj v skupini 1. in 2. ter 3. in 4. razredov. Vsi so nastopali z alpskimi smučmi, tekmovanja pa so se udeležili učenci in učenke iz 17 osnovnih in podružničnih šol regije. Lepo je bilo videti, ko so tekmovalci ponosno opremljeni s štartnimi številkami, korajžno in sproščeno prihajali proti štartni rampi. Kolona je bila kar dolga, nobenemu pa ni bila prehuda, da je moral do vsakega skoka počakati vsaj 1 uro. Ljubljanski organizatorji imajo izkušnje tudi z vrhunskih tekmovanj, zato so se tudi otroške tekme lotili vrhunsko. Vlogo vodje in napovedovalca je prevzel kar vodja tukajšnjih tekem ženskega svetovnega pokala ravnatelj osnovne šole Ljubno Rajko Pintar. Glavni merilec pa je bil vodja merilcev na tekmah svetovnega pokala, oče nekdanjega domačega reprezentanta Primoža Pikla. Po spoznavanju z napravo v poizkusni seriji je vsak opravil še 3 skoke v konkurenci. Najslabši skok so mu seveda odšteli. Dodatne točke so tekmovalcem odbijali za padec ali zdrs. Sloga in doskoka pa niso ocenjevali. Da se po taki vnemi in že kar dobrih skokov za prihodnost smučarskih skokov v Sloveniji ni bati, se je pokazalo tudi na tej tekmi na Ljubnem.
Na koncu so za trud in hraber začetek s praktičnimi nagradami presenetili vse sodelujoče, ki so se veselili tudi diplom in razglednice z najboljšimi slovenskimi skakalci, ki je hkrati pomenila vstopnico za ogled četrtkove tekme kvalifikacij v Planici. Čeprav so bili pravzaprav vsi zmagovalci, od tekmovalcev do organizatorjev, pa so najboljši trije v vsaki kategoriji prejeli še medaljo. Na državno tekmovanje, ki bo ta četrtek v Planici, se je iz regijskega tekmovanja uvrstilo po 15 najboljših učencev v vsaki kategoriji in po 10 najboljših učenk v obeh kategorijah. Prijetno 4-urno druženje so zaključili z malico in napitkom. Toliko za danes iz športnega uredništva. Lep večer še naprej in nasvidenje.